Mi smo danes na obisku v Kamniško-Zasavski regiji. To je pač ustaljen način dela naše poslanske skupine. V zadnjih 5 letih smo opravljamo 3. krog. Zdaj žal je pa na srečo bo ta krog prečasno prekinjen, predvsem zaradi dogodkov, ki so se zgodili do takrat zaradi razpisa predčasnih volitev. In to je zdaj naš zadnji obisk v tem mandatu. Poslanska skupina je razdeljena v 4 skupine. Imamo na programu preko 30 dogodkov in dali smo tokrat 2 poudarka. Osrednji del je namenjen obiskom in pogovorom z gospodarskimi subjekti. Gre za pravzaprav področje, ki je tudi v preteklosti predvsej zaznamovalo to gospodarsko dinamiko, tudi bilo močno na tem razvojnem delu, vendar tudi tu ni čutiti več optimizma in navdušenja, kajti veliko teh stvari se je v kratkem času, teh 2,5 oziroma malo manj kot 3 let, bistveno spremenilo in ta degresija vseh teh ključnih razvojnih parametrov je prevelika. Zdaj, ko smo opravljali pogovore s temi gospodarskimi družbami, je pravzaprav povsod čutiti pravzaprav neko stanje, neko nepravičnost. Na eni strani zelo, lahko rečemo, brezobzirno ravnanje države do teh malih ljudi, na drugi strani pa je čutiti in se izvaja izjemno velika toleranca do teh tako imenovanih maherjev. Imena imajo lahko tudi potem še različno, lahko rečemo tajkuni ali karkoli. Ti so se našli v tem obdobju v zelo privilegiranem položaju. Imamo primere, ko proti nekaterim stečejo postopki samo zaradi tega, ker so na računalniku dobili neko čudno naslovnico, posneto. Proti drugim, kljub ugotovitvam, kljub temu, da so institucije opravljali vse in zbrali vse dokaze, postopki ne stečejo. In to je eden od velikih problemov. Prav tako opozarjajo mnogi tudi na probleme, ki se pojavljajo na tej drugi ravni, tretji ravni birokracije, in to tako na občinah, kot tudi v državi, kjer pravzaprav tisti nižji uradniki s trajnim mandatom pravzaprav dirigirajo, določajo politike ali lokalnih skupnosti ali pa tudi sistemov, ki so na tej višji ravni. Zdaj, tudi po občinah je vzdušje precej podobno, kot je na tem gospodarskem področju. Pravzaprav večino občin je prizadela zamrznitev državnega proračuna, praktično pol leta so te zadeve zamrznjene, ne izvajajo se razpisi, tam, kjer so razpisi bili izvedeni, ni odločitev ali so razpisi prekinjeni. In veliko bo primerov, ko bodo proračuni občin manjši do konca leta za 30 ali celo več odstotkov. To pa so zelo velike spremembe, ki ovirajo delo v lokalnih skupnosti. Predvsem problem je v tem, da so prizadete predvsem investicije, tako na gospodarskem delu, ni tistih stimulativnih ukrepov, ki bi omogočale vlaganje tudi gospodarstva v neke gospodarske projekte. Prav tako ni moč izvajati investicij na drugih ravneh. Država jih ne izvaja, lokalne skupnosti jih tudi ne morejo izvajati, ker se prav sredstva na teh področjih krčijo. In vsi vemo, da so investicije tista ključna zadeva, ki so podlaga za blagostanje, ki so podlaga za razvoj. In to je tudi tisto, kar v nekem območju države, lokalne skupnosti tudi ostane. To je pač edini ukrep, ki da
razvoju ali pa ki omogoča razvoj in tudi perspektivo. Jaz upam, da se bodo v kratkem ustvarili pogoji za neko drugačno filozofijo, za nek drugačen koncept, za nek drugačen pristop in da se bodo te paradigme, ki so se izvajali ta mandat v naslednjem obdobju, izvajali bistveno drugače, da ti podarki tudi boljše, da bo ta optimizem se vrnil nazaj v gospodarstvo in tudi v javnost.